V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Človek današnjega časa pogosto živi razdeljen med skrbmi, hitrim tempom življenja, notranjimi strahovi in mnogimi vprašanji. Tolikokrat iščemo mir, pripadnost, nekoga, ki bi nas razumel in sprejel. Zato smo lahko srečen narod, ker imamo Boga, ki ni le oddaljen opazovalec našega življenja, ampak Oče, ki nas vodi, Sin, ki hodi z nami in Sveti Duh, ki ostaja med nami kot olažnik, moč in luč na poti življenja. Zato se ne bojimo, ker nikoli nismo sami. Bog je z nami v naših radostih, naporih, skrbeh in tudi v trenutkih, ko nam zmanjka moči. Pravo krščansko življenje se kaže tam, kjer je ljubezen, darovanje in edinost, ker človek ne živi samo zase, ampak zna stopiti naproti drugemu, odpustiti, poslušati in nositi breme bližnjega. Prav v takšnih trenutkih postaja naše življenje prostor miru, upanja in ljubezni. Naj nas zato današnje bogoslužje utrdi v veri in odpre naša srca, da bomo tudi sami v svetu, kjer živimo, priče Božje dobrote in edinosti. Amen. V nadaljevanju prisluhnimo obvestilom. Spoštovani, drage sestre in dragi bratje, pred nami je lep in bogat teden, lepo povabljeni skupnim srečanjem. Jutri v ponedeljek ob 19. uri se zberemo v cerkvi na molitveno srečanje. Vabljeni, da skupaj stopimo pred Boga, se umirimo in povežemo v molitvi. V sredo ob 19. uri pa vas vabimo na posebno predavanje ob dnevu Primoža Trubarja. Naš duhovnik dr. Daniel Brkić, ki že leta približuje reformacijo mladim, nam bo spregovoril o zanimivem naslovu. Kdaj je bilo Novo mesto za trenutek Trubarjevo? To bo lepa priložnost, da se poglobimo v lastne korenine in jih na nov način ovrednotimo. Prisrčno povabljeni. Naslednje nedeljo ob 10. uri na Trubarjevo nedeljo imamo osrednje bogoslužje z Gospodovo večerjo. Po bogoslužju pa ne hitimo domov. Povabljeni smo na skupni cerkveni piknik v gozdičku za cerkvijo. Predtem bomo imeli še kratek redni občni zbor, namenjen pogovoru o naši skupni viziji, medtem pa bodo prostovoljci že pripravili vse za druženje. Prijave za piknik zbiram jaz, Danilo Jovanović, do petka. Prijavite se danes v čim večjem številu. Naj bo ta nedelja priložnost, da se ne le spominjamo svojih korenin, ampak tudi jih skupaj živimo v skupnosti, veselju in hvaležnosti. Lepo vabljeni vsi. Sledi skupna pesem Bog velik si.
Izvolite sesti. Biblično vodilo za ta teden pravi pa takole: Svet, svet, svet je Gospod nad vojskami, vsa zemlja je polna njegovega veličastva. V psalmu 145 pa psalmist David vabi v slavljenje z naslednjimi besedami. Povzdigoval te bom, moj Bog, o kralj, slavil bom tvoje ime na veke vekov. Vsak dan te bom slavil, hvalil bom tvoje ime na veko veke. Velik je Gospod in zelo hvaljen, njegova veličina nedoumljiva. Rod za rodom bo slavil tvoja dela, tvoja mogočna dela bodo oznanjali. O sjaju slave tvojega veličastva, o tvojih čudežih bom premišljal. O moči tvojih strašnih del bom govoril. Pripovedoval bom o tvojih velikih dejanjih. Priznajmo svoje grehe pred Gospodom. Gospod Jezus, ti nas kličeš k občestvu ljubezni, mi pa pogosto gradimo zidove med seboj. Razodevaš nam očetovo dobroto, mi pa velikokrat živimo brez zaupanja v tvojo bližino. Po Svetem Duhu prenavljaš naša srca, mi pa se prevečkrat upiramo tvoji milosti in tvojem glasu. Zato te prosimo, usmili se nas. Besede milosti in slavospev pa so naslednje. Naša pomoč je v imenu Gospodovem, ki je naredil nebo in zemljo. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Amen. Molimo. Nebeški Oče, hvala ti, ker je vsa zemlja polna tvoje slave in ker tudi naše življenje nosi znamenje tvoje dobrote. Odpri nam oči, da bomo znali prepoznati tvojo navzočnost v lepoti stvarstva, v bližini ljudi in v vsakdanjih trenutkih življenja. Odpri nam srce, da bomo znali ljubiti, odpuščati in prinašati mir tja, kjer je nemir. Daj nam pogum, da bomo svojim življenjem slavili tebe, ne le z besedami, ampak z dejanji, dobrote in usmiljenja. Naj nas vodi tvoj Sveti Duh, da bomo živeli kot tvoji otroci in širili upanje med ljudmi. Tebi čast in slava na vekomaj. Amen. V nadaljevanju bomo slišali berilo, predtem pa bomo zapeli skupno pesem Včeraj, danes in na veke. Zemlje ide
izvolite sesti, draga cerkev. In bom prebrala zadnjo vrstico današnjega berila, pa potem še enkrat celega, kajti zadnja pa pravi, kajti iz njega, po njem in za nje vse. Njemu slava na veke. Amen. V pismu Rimljanom v 11. poglavju od 32. do 36. vrstice je apostol Pavel pisal in razmišljal o odrešenju, ki je bilo dano tako Judom, kot tudi nam poganom. In zapisal je takole: Bog je namreč vse vklenil v neposlušnost, da bi vsem izkazal usmiljenje. O globočina Božjega bogastva in modrosti in spoznanja, kako nedoumljivi so njegovi sklepi in neizsledljiva njegova pota. Kdo je namreč spoznal Gospodov um? Ali kdo mu je bil za svetovalca? Ali kdo mu je prej kaj dal, da bi mu moral dati povračilo? Kajti iz njega, po njem in za nje vse, njemu slava na veke. Amen. Ljudje že od otroštva, od majhnih nog skušamo razumeti svet okoli sebe. Kar razumemo, to nam daje občutek varnosti in tako začnemo hitro verjeti in živeti, da imamo v življenju lahko čisto vse pod nadzorom. Iz te iluzije nas pogosto prebudijo težave, preizkušnje, ko spoznamo svoje meje. Takrat smo podobni otroku, ki se izgubi v velikem mestu. Ta otrok, ki je izgubljen, ne išče razlage za vsako ulico in ovinek, ki je okoli njega, ampak v svoji stiski išče roko tistega, ki mu zaupa, tistega, ki ga pozna, tistega, ki ga ima rad. Tudi Pavel je spoznal in mi v svojih življenjih verjamem, da spoznavamo, da ne poznamo vseh odgovorov, da ne razumemo vsega, kar se nam dogaja, torej ne vsake ulice, ne vsakega ovinka. To, da izkušamo in slišimo in verujemo, da nas Bog v tej naši situaciji izgubljenosti nikoli ne pušča samih. Odločil se je, da vsem izkaže usmiljenje. Njegova modrost presega naše razumevanje, njegovo usmiljenje, ljubezen in zvestoba pa nimajo meje. Tako človek danes ne potrebuje predvsem razlage, ampak izkušnjo usmiljenja, zvestobe in ljubezni. In to najdemo v Božjem objemu, to najdemo v cerkvi, to najdemo drug ob drugem. In če smo se prepoznali v teh besedah, lahko s pesmimi, ki so pred nami, znova izrazimo zaupanje v Jezusa Kristusa, iz katerega, po katerem in za katerega je vse. Njemu slava na veke. Amen. Kdor lahko, naj vstane in zapojmo pesmi, ki govorijo o tem Bogu, ki je z nami, čeprav je svet, ima svoje načrte, ima svoje poti, ampak nas pa kliče in se nas vedno znova usmili. Gospod si neopisan, svetosti bivaš ti. Bog slaven si nad vse povzdignjen, oblečen veličastvo si. O bogatstvo tvoje modrosti, o globina usmiljenja.
Tebi so nedougljivi, Tvoja milost brez meja. V svetem strahu obožujem Te, s trepetom Tebi klanjam se. Sveti Bog časti, si vreden vse, Gospod proslavljam Te. V svetem strahu obožujem Te, s trepetom Tebi klanjam se. Sveti Bog časti, si vreden vse, Gospod proslavljam Te. Tebi, Gospod, Tebi je, ki na Božji desnici sediš, slavi neba, večni kralj, ki na Božji desnici sediš, večni kralj. Milost in slava, moč in oblast sta, bogastvo, modrosti vse. Milost in slava, moč in oblast sta, bogastvo, modrosti vse. Tebi, Gospod, Tebi je, ki na Božji desnici sediš, slavi neba, večni kralj, ki na Božji desnici sediš, večni kralj. Slavi Gospod, Tebi je, ki na Božji desnici sediš, slavi neba, večni kralj, ki na Božji desnici sediš, večni Odsev njegove moči, lepote in časti, polni zemljo so, polni zemljo so. Naš Bog in večni kralj.
žene temo vso. Velik je Bog, boj s menoj, ker velik je On. Naj spoznajo vsi, naš Bog je velik. Na veke vlada On, veličasten je, z besedo se drži, z besedo se drži. Troedini Bog, Oče, Sin in Duh, od vekova je On in večno isti Bog. Velik je Bog, boj s menoj, ker velik je On. Naj spoznajo vsi, naš Bog je velik. Velik je Bog, boj s menoj, ker velik je On. Naj spoznajo vsi, naš Bog je velik. Slišeno ime, vredno se časti, zato bom pel, naš Bog je velik. Slišeno ime, vredno se časti, zato bom pel, naš Bog je velik. Velik je Bog, boj s menoj, ker velik je On. Naj spoznajo vsi, naš Bog je velik. Velik je Bog, boj s menoj, ker velik je On. Naj spoznajo vsi, naš Bog je velik. Naj spoznajo vsi, naš Bog je velik. Amen. Dragi Bog, hvala ti, ker si ti velik Bog, ker si ti dober Bog in ker mi to vemo in mi to poznamo. Tudi ko imamo veliko zakajev in nimamo zatojev, pa nas tvoje usmiljenje vedno reši, nas tvoja roka dvigne. Hvala ti za cerkev, hvala ti za ljubezen, ki oživlja v tem mrtvem svetu in prihaja od tebe. Naj Božja beseda prebudi naša srca, da bodo pela: velik je Bog, tudi ko bo vse okoli nas govorilo nasprotno. Ti si velik Bog, ti si živ Bog. Hvala ti, ker nas ljubiš svojo živo ljubeznijo. Amen. Amen. Sledi utrinek za otroke. Dragi otroci, imam eno vprašanje za vas. Kdo ima izmed vas rad sladoled? Vsi imate, jaz tudi. Pa bom raje vprašal drugače. Kdo pa ne mara sladoleda? A ni ga junaka. Kdo pa od starejših ne mara sladoleda? Tudi ga ni. Kateri okus vam je najboljši? Vanilja. Kaj pa drugi? Čokolada.
Kateri okuse pa še poznate? Modro nebo, kivi, pa tako naprej. Poletje je sladoled res nekaj prijetnega. Ko je vroče, nas osveži in nas razveseljuje. Ampak veste, sladoled ima eno težavo. Kaj se zgodi z njim, če ga hitro ne pojemo? Se nam stopi in ga zmanjka in ga ni več. Tudi nekatere stvari v življenju se nam isto dogajajo. Ko dobite novo igračo, koliko časa ste veseli nove igrače? Hitro pozabite na njo in končuje nekje v kakšnem kotu. Tudi starejši smo taki. Dobimo nov avto, dobimo novo obleko in na hitro mine nas to veselje. Veste, kristijani pa vemo za nekaj, kar traja. In kaj je to? To je Božja ljubezen. Ona nikoli ne izgine, nikoli ne mine, se ne stopi kot sladoled. Jezus nas vedno ima rad. Ko smo veseli, ko smo žalostni, ko nam gre dobro in tudi takrat, ko nam ne gre dobro. Poleti, ko nam je vroče, si želimo nekaj hladnega. Ali sok, ali sladoled, ali pa celo skok v bazen. Tudi naše srce je včasih vroče, ko smo jezni, žalostni ali nas je strah. Takrat pride Jezus in vse pomiri. Veste, otroci, danes je zelo vroče. In ko boste doma pojedli kosilo, spomnite svoje starše, da vam pripada tudi sladoled. Pa tudi vam, odraslim. Pa ne povejte jim, da sem vam jaz povedal. Sedaj pa pojdite v svoje učilnice in pridno poslušajte, kaj bojo veroučiteljci še vam povedali iz Svetega pisma. Mi bomo pa pobrali prostovoljno nabirko s pesmijo Hozana. Milost vam in mir od Boga, našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa. Amen. Dragi bratje, drage sestre, danes praznujemo nedeljo Svete Trojice.
Za ta praznik pogosto mislimo, da je nekaj strašno zapletenega. Kot kakšna težka matematična uganka iz šole, ki jo navadni ljudje ne moremo razumeti. Kako je lahko 3 enako 1? Ker se nam zdi stvar preveč komplicirana, jo včasih preslišimo. A poglejmo v resnici v oči. Živimo v dobi, ko smo preko zaslonov nenehno povezani z vsem svetom. Poznamo novice z drugega konca sveta. Všečkamo druge ljudi, ki jih ne poznamo. A ko ugasnemo luči, se vsi skupaj soočamo z epidemijo sodobnega časa, osamljenostjo. Človek pa ni ustvarjen za izolacijo. Ustvarjeni smo bili po podobi Boga, ki sam v sebi ni osamljeni vladar, ampak je skupnost. Danes obhajamo torej praznik Svete Trojice. In to ni zapletena teološka uganka za profesorje, ampak je najbolj konkreten odgovor na našo osamljenost. Bog je Oče, Sin in Sveti Duh. Je večno kroženje ljubezni, odnosa in bližine. In v ta odnos nas vabi. Pred to čudovito skrivnostjo Boga, ki se ne skriva v samoti, ampak nas vabi v bližino, je apostol Pavel vzkliknil, kot smo slišali v današnjem berilu, o globočina Božjega bogatstva in modrosti in spoznanja. Kako nedoumljivi so njegovi sklepi in neizsledljiva njegova pota. Drugače povedano, Bog ni stroj, ni aplikacija, ki bi deloval po naši logiki. Mi bi radi vse izračunali, a Božja pota so drugačna. Ko se nam zdi, da je v našem življenju vse narobe in brez nadzora, je to morda zgolj zunaj našega nadzora, ne pa zunaj Božjega. Tam, kjer mi nemočni dvignemo roke, ta troedini Bog odnosa stopi v ospredje in nas potegne k sebi. Da bi zares začutili, kako topli so ti Božji nameni, moramo stopiti daleč nazaj v zgodovino. V čas iz 4. Mojzesove knjige. V stari hebrejščini se ta knjiga imenuje Bamidbar, kar pomeni v puščavi. Poskusimo si predstavljati takratne okoliščine. Izraelci hodijo skozi suho, neprijazno puščavo. Nobenih hiš nimajo, nobenih stalnih služb, nobene varnosti, okoli njih le pesek, vročina, nobenega sladoleda, divje živali in nenehen strah. Očetje in mame so na smrt utrujeni, otroke bolijo noge, hrane in vode primanjkuje, logistike ni več. Ljudje so prestrašeni in ujeti v nemoč. In kaj stori nebeški Oče sredi tega kaosa in utrujenosti? Ali jim da orožje? Ali jim nariše zapleten zemljevid, kako priti ven? Ne. Bog pokliče Mojzesa in reče, povej Aaronu in njegovim sinovom, da naj tako blagoslovijo moje otroke. Bog jim podari besede, podari jim blagoslov. Kako je to čudovito? Božji prvi odgovor na našo utrujenost in strah ni zid in trdnjava, ampak njegova ljubeča beseda. Bog dobro ve, da človeka ne varujejo zunanje ograje, ampak to, da v srcu ve, da nanj pazi ljubeči nebeški Oče. In to niso lepe zgodbe iz knjig. Leta 1979, torej ne tako dolgo nazaj, so arheologi v Jeruzalemu našli nekaj neverjetnega. V zemlji so odkrili 2 čisto majhna, tesno zvita srebrna zvitka, stara več kot 2700 let. 2700 let. Bila sta tako krhka, da so morali znanstveniki uporabiti najsodobnejše stroje, da so jih sploh lahko razvili, ne da bi razpadla.
In veste, kaj je bilo vrezano v tisto staro srebro? Prav te besede, ki se že stoletja polagajo ljudem na srce in ki jih bomo sedaj prebrali. Prisluhnimo Božji besedi iz 2. Mojzesove knjige, 6. poglavje od 22. do 27. vrstice. Gospod je tako govoril Mojzesu in rekel: govori Aaronu in njegovim sinovom, tako blagoslavljajte Izraelove sinove, recite jim: Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obliče nad tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obliče nate in ti podeli mir. Tako naj polagajo moje ime na Izraelove sinove in jih bom blagoslovil. Poslušali smo Božjo besedo. Bogu hvala. V starih časih je polaganje imena pomenilo nekaj zelo močnega. Ko je oče ali gospodar na svojo posest ali na svojega otroka položil svoje ime, je s tem vsem povedal: to je moje, jaz skrbim za to. Če kdo to napade, ima opravka z mano. To je bil pečat 100% zaščite. Dragi moji, Bog danes na nas ne gleda kot na neko sivo množico. Na vsakega izmed nas, na vsako družino in na vsako življenje polaga svoje ime. Ne definira nas naše imetje ali to, koliko zaslužimo, kakšne ocene imamo, kako močno nas dajejo leta in zdravje. Definira nas to, da pripadamo Bogu. Poglejmo si te 3 preproste vrstice, ki smo jih prebrali, ki so polne očetovske topline. Gospod naj te blagoslovi in te varuje. To je obljuba za vse, ki trdo delajo, skrbijo za podjetje, obrt, hodijo v službe, zraven z vsemi močmi držijo skupaj družino. Dobro vemo, kako je to v teh časih težko nositi vso odgovornost in skrbi. A to varovanje, ko pravi Gospod te varuje, pomeni, da delo ne bo čudežno izginilo. Pomeni nekaj lepšega. Ko bomo zvečer ugasnili luči, ugasnili računalnik in zaklenili delavnico in se utrujeni ulegli k počitku, ne bomo sami. Nekdo drug, ki je močnejši od nas, bo držal stražo nad našim domom, nad našo družino, medtem ko bomo spali. Lahko si zares oddahnemo. Druga vrstica, Gospod naj da sijati svoje obliče nad tabo in naj ti bo milostljiv, pomeni vsi mladi in stari, ki imamo opravka s tehnologijo in zasloni, torej praktično vsi vemo, kako pomembna je dobra svetloba. Današnji najnovejši telefoni znajo prepoznavati celo obraze. In če je obraz v temi, nas sodoben telefon ne bo prepoznal. Face ID se ne bo odklenil. Ko Sveto pismo pravi, naj Božji obraz zasveti na tabo, to pomeni, da te Bog vidi. V svetu, kjer moramo nenehno nositi maske, igrati vloge na družbenih omrežjih, se kazati močne, nas nebeški Oče vidi točno takšne, kot smo, včasih utrujene, prestrašene, zmedene. V tej Božji svetlobi ni obsojanja, ampak je milost. To je nekaj tako lepega, da moramo to povedati tudi svojim sovrstnikom, sosedom, sodelavcem. Obstaja ljubezen, pred katero se nam ni potrebno pretvarjati. Božji Face ID deluje tudi takrat, ko se počutimo čisto na tleh. In zadnja vrstica, Gospod naj dvigne svoje obliče nate in ti podeli mir. Dvignjen obraz očeta pomeni tisti topel, ponosen pogled, ko oče z ljubeznijo pogleda svojega otroka, ko ta stopi skozi vrata.
Za tiste, ki imate za seboj že dolgo in bogato življenje, ki morda v tišini opazujete, kako hitro se svet spreminja in vas včasih skrbi za vnuke, ta vrstica prinaša globoko gotovost. Ta božji mir ni le zato, da zunaj ni hrupa. To je tisti tihi občutek v srcu, da je na koncu vse dobro, ker je vse v božjih rokah. Vse tihe molitve so uslišane in vaša zvestoba cerkvi je varno shranjena pri Bogu. Rekli smo že, da nam praznik Svete Trojice včasih lahko zazveni kot zapletena matematična uganka. Kako je lahko 3 enako 1? A če stopimo v globino starodavnega Aaronovega blagoslova, se pred nami odpre vesoljna modrost. Starodavni rabini so opazili nekaj fascinantnega, kar nam danes lahko odpre oči. Ta blagoslov je v hebrejskem izvirniku zgrajen v 3 stopnjah, ki se stopnjujejo s kirurško natančnostjo. Prva vrstica ima v hebrejščini natanko 3 besede, druga ima 5 besed, tretja pa jih ima natanko 7. 3, 5, 7. To je stopnjevanje božjega približevanja človeku. Bog se spušča vse globlje v našo puščavo. In ko ti 3 blagoslovi stopijo skupaj, v judovski tradiciji ustvarijo 15 besed, število, ki predstavlja neizrekljivo božje ime. Judovski učitelji so vedeli, ko duhovnik izreče te besede, skozi 3 različne stopnje na nas pade en sam, popoln božji podpis. Praznik Svete Trojice nam namreč pove, da Bog v svojem najglobljem bistvu ni kakšen osamljen tiran, zaprt nekje daleč sam vase. Bog je v svojem jedru odnos, Bog je ljubezen, je skupnost, je večna družina. In prav to ljubezen nebeške družine prejemamo vsakič, ko nad nami odzvanjajo te 3 preproste vrstice starodavnega blagoslova. Poglejmo, kako domače lahko vse skupaj povzamemo. Ko slišimo, Gospod naj te blagoslovi in te varuje, nad nami bdi Oče, ki nas kot ljubeč starš drži v svojih varnih rokah, ko se utrujeni trudimo za vsakdanji kruh. Ko slišimo, Gospod naj da sijati svoje obliče nad tabo in naj ti bo milostljiv, nam naproti stopa Sin, Jezus Kristus. On je tisti človeški, domači obraz Boga, ki se nam je nasmehnil, nas objel v naši temi in grehu in nam izkazal milost. In ko slišimo, Gospod naj dvigne svoje obliče nad te in ti podeli mir, v nas vstopa Sveti Duh. On je tisti tihi, notranji mir, Božji glas, ki nam ogreje srce in nas tolaži, ko zunaj divjajo življenjske nevihte. A kot krščanski verniki moramo zastaviti najpomembnejše vprašanje, kako so te 3 stopnje starodavnega blagoslova postale meso, kako jih lahko aktualiziramo danes, vsak za sebe. Kje se ta vesoljni trojedini Bog najbolj pretresljivo dotakne naše utrujene zemlje? Odgovor nas gane do solz, saj nas pelje naravnost na Golgoto, na Jezusov križ. Tam se Aaronov blagoslov dopolni v vsej svoji vesoljni in pretresljivi teži. Tam se Oče, Sin in Sveti Duh darujejo za nas, kot trojedini Bog. Na križu nas nebeški Oče varuje tako, da za nas zastavi tisto največje in najdražje, svojega edinorojenega Sina. Tam na križu se Sin Jezus Kristus prostovoljno potopi v našo temo, v naš greh in našo smrt. Njegov obraz tam ne žari v slavi, ampak je prekrit s krvjo in bolečino, da bi se sredi tistega pekla lahko nasmehnil nam.
Njegov ugašajoči pogled na križu je najsvetejša svetloba milosti, ki jih je svet kdajkoli uzrl. In ko Jezus na križu izreče dopolnjeno je in za nas izdahne, iz njegove prebodene strani izide Sveti Duh. Tisti mir, ki je bil kupljen s krvjo. To ni poceni mir, ki ga ponuja svet. To je mir, ki je bil plačan z najvišjo ceno, življenjem Božjega Sina. Ko torej danes praznujemo Sveto Trojico, ne častimo hladne teorije. Častimo ljubezen, ki je šla na križ, da bi nas rešila iz naše osebne puščave. Zato lahko skupaj s prorokom Izaijem v luči Kristusovega darovanja z vsem strahospoštovanjem izpovemo: Svet, svet, svet je Gospod nad vojskami, vsa zemlja je polna njegovega veličastva. To veličastvo je sedaj zaznamovano z ranami ljubezni. To isto veličastvo danes polni našo vsakdanjo pisarno, šolsko klop, kuhinjo, mešalno mizo, naše domove, našo cerkev in vsak trenutek naše utrujenosti. Trpeči in ostali Bog hodi z nami po ulicah Novega mesta. Njegov križ je dokaz, da sredi svojih preizkušenj nikoli več nismo sami. Pred nami je nov teden. Jutri zjutraj se bo spet neizprosno zagnalo kolesje vsakdanjih obveznosti. Skrbi in pritiski se bodo vrnili. Soočili se bomo z nalogami in težavami, ki jim sami včasih ne bomo kos. Morda ne bomo več razumeli vseh Božjih poti in načrtov, kot nas je na začetku opomnil apostol Pavel. Morda se nam bo spet zazdelo, da hodimo skozi suho, utrujajočo puščavo. Vendar pa sredi vsega tega vsakdanjega hrupa nekaj vemo z absolutno gotovostjo. In to je, komu pripadamo. Čigav pečat nosimo na svojem srcu. Vemo, da starodavni očetovski blagoslov iz puščave še vedno drži in da nas Božja roka ne bo izpustila. In Božji mir, ki presega vsak bo varoval vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu. Amen. Stopimo skupaj pred Gospodom v molitvi. Nebeški Oče, hvala ti, da v hrupu naših vsakdanjih obveznosti ti ostajaš tisti, ki držiš stražo nad našim življenjem. Prinašamo ti svoj trud za vsakdanji kruh, svoje družine, svoja podjetja, obrti, šolske klopi. Prinašamo ti naše mlade, ki iščejo svojo pot v tem svetu, in naše starejše, ki potrebujejo tvoje toplo zavetje in zdravje. Prosimo te, položi svoje ime na nas tudi v tednu, ki prihaja. Naj tvoj mir, ki smo ga prijeli, napolni vsak kotiček našega srca. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Dragi bratje, drage sestre, pesem, ki sledi, ni nastala v miru in obdobju. Leta 1883 jo je napisal ameriški vojni major Daniel Vittel. Med krvavo državljansko vojno je bil težko ranjen in sredi vojnega pekla so mu amputirali desno roko. Mlad, močan moški je čez noč ostal invalid sredi ujetništva. Ko je nemočen ležal na bolniški postelji, je v torbi našel žepno sveto pismo, ki mu ga je tja dala mama. Začel je brati in sredi te svoje največje teme je doživel radikalno srečanje z Božjo milostjo. Ko je kasneje o tem zapisal pesem, ki jo bomo sedaj zapeli, je bil totalno iskren. Vsako kitico je začel z besedami ne vem.
Ne vem, zakaj me je zadela Božja milost. Ne vem, kaj me čaka jutri. Priznal je, da so se njegovi življenjski načrti izjalovili. Vendar, vsak refren je izstrelil v eno samo neomajno gotovost. Začel je z besedico vendar. Vendar vem, v koga zdaj verujem. In to je tisto, kar šteje. Tudi mi ne poznamo vseh odgovorov za naslednji teden. Ne vemo, kaj nas čaka. Vendar točno vemo, čigavo ime je položeno na nas. Ta ranjeni vojak je sredi opustošenja našel moč za slavljenje. Ta ista moč, ta isti blagoslov sta danes tukaj med nami, v Novem mestu. To je naša gotovost in naša skala. Zato lahko zdaj z vsem srcem in vero zapojemo pesem Vendar vem, v koga zdaj verujem. Dragi zbrani, bomo skupaj molili molitev cerkve Oče naš. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne upelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Ker Tvoje je kraljestvo in moč in slava na veke. Amen. Prejmite še duhovniški blagoslov. Gospod naj te blagoslovi in varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje na tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje na te in ti podeli mir. Amen.